Pozdravljeni! Danes se najprej ustavljamo med osnovnošolci. Minuli teden je namreč v Beli dvorani grajske pristave potekal kviz iz poznavanja dogodkov, ki so potekali na širšem ormoškem območju v času osamosvajanja Republike Slovenije v letih 1990–1991. Na kvizu so sodelovali osnovnošolci iz upravne enote Ormož in pokazali presenetljivo veliko znanja. Kljub temu, da je od osamosvojitvene vojne dobrih 30 let, kar je za današnje osnovnošolce daljna zgodovina, se v območnem združenju vojne za Slovenijo Ormož dejansko zelo trudijo, da se spomin na dogajanja v letih 90–91 ohranja. Trudijo se z različnimi predavanji za mlade, končno pa so prišli na idejo, da znanje med mladimi preverijo s kvizom. Kviz so pripravili v sodelovanju s Policijskim veteranskim društvom Sever, odbor Ormož, Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož, enota Ormož in z Vojaškim muzejem Slovenske vojske. In nad znanjem osnovnošolcev bili iskreno navdušeni. Na kvizu je sodelovalo 6 ekip s po 3 člani, in sicer 2 ekipi iz osnovne šole Ormož, ter po 1 iz osnovnih šol Ivanjkovci, Miklavž pri Ormožu, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Skupaj je bilo potrebno odgovoriti na 14 vprašanj s področja aktivnosti takratne teritorialne obrambe, milice, gasilcev ter vloge ormoške železniške postaje. Osnovnošolci so na vsako vprašanje dobili po 3 nakazane odgovore in ugotoviti je bilo treba, kateri odgovor je pravilen. In večina ekip je na vsa vprašanja odgovorila točno. Le 2 šolama se je zataknilo pri enem oziroma 2 odgovorih. Veliko znanja ste danes pokazali. To pomeni, da ste se veliko pripravljali ali so vam znane tudi sicer te zadeve? Smo se veliko pogovarjali v šoli, pa tudi doma so nam dedki in babice povedali, kak je bilo njim pač vojni. No in kako se ti zdi vedeti torej nekaj o teh dogodkih osamosvojitvenih? Ja, zdi se mi vredno vedeti, kaj se je dogajalo včasih. Ja. Tako da se ti zdi prav, ne, da malo obnavljate znanje? Ja. Tudi sicer se v šoli kaj učite o teh dogodkih? Se, ja. Tako da je znanja dovolj? Ja. Čestitke za danes. Hvala. Si se veliko pripravljal na današnji kviz? Sem se puno prebral, zapisal, pa se naučil. No, se ti zdi prav, da obujete tudi na tak način spomine na osamosvojitveno vojno? Ja, mislim, da se bi s tem lahko veliko naučili o naši zgodovini in kako smo sploh prišli do sem. Kaj ti je bilo od vsega najbolj zanimivo? Kako je tovarna sladkorja dala poln tovornjak mineralne vode in polno opeka. Da so ustavili torej ne tanke? Ja. Ti je kdo od odraslih kaj pripovedoval o teh časih? Ja, moj stric. Torej tvoj stric veliko ve? Ja. In kako se ti je danes zdelo na kvizu? So bila zanimiva vprašanja? Ja, kar. Ste vse vedeli? Eno smo samo narobe odgovorili. Drugače pa ste pokazali veliko znanja, ne? Ja. Se ti zdi zanimivo? Ja, zelo. Se v šoli tudi kaj učite na to temo še? Ja. Do zgodovine Ormoža. Se ti zdi zanimivo poslušati o teh dogodkih o osamosvojitveni vojni? Ja, mislim, da je zelo dobro, da se spoznamo, kaj se je dogajalo v naših krajih v tem času. Ne? Ja. No, lahko recimo na kak način tudi čustveno gledaš na to, glede na to, da si rojen veliko potem? Ja. Malo manj verjetno, ne? Malo manj, ja. Ampak recimo, kdo ti pripoveduje o teh zadevah, o teh časih? Ja, doma v bistvu nič ne slišim o tem. No, moja mama mi je povedala to malo, kaj je ona slišala, recimo bombardiraje, pa to ne, pač, kako so bombo v Radomerju vrgli, ne, recimo. Drugo pa večinoma slišim v šoli od prejšnje leto od učiteljice pri etiki,
letos od učitelja, ne, ki smo se učili za to tekmovanje. No, to pomeni, da se je bilo potrebno prav učiti in sesti torej, k tem materialom in proučiti. Ja, oboje sami doma, pa še potem v šoli z učiteljem. Se ti zdi težko, si imel veliko dela? Ne, v bistvu smo samo dobili gradivo in ga brali in se tako v bistvu pripravljali. Komisijo, ki je zbrano spremljala ponujene odgovore ekip, so sestavljali Mitja Tramšek, predsednik ormoškega odbora Policijskega veteranskega društva Sever, Tone Luskovič, predsednik zgodovinskega društva Ormož in Nevenka Korpič, etnologinja in vodja ormoške enote muzeja Ptuj Ormož. Mladi tekmovalci in njihovi mentorji so za uspešno sodelovanje prejeli spominske medalje, knjižne nagrade in priznanja. Gradnja vodovoda na ormoškem območju je zaključena. Zadnjih 12 metrov vodovodnih cevi je komunalno podjetje Ormož ta teden položilo na vrhu Huma ob hišni številki 7. Projekt oskrba s pitno vodo v porečju Drave 2014-2020 ormoško območje štejemo za enega največjih na območju občin Ormož, Središče ob Dravi ter Sveti Tomaž in prinaša izboljšanje javne storitvene oskrbe s pitno vodo za uporabnike priključene na vodovodni sistem Ormož. Gradnja vodovoda na ormoškem območju, ki jo sofinancirata Evropska unija iz kohezijskega sklada in Republika Slovenija, je zaključena. Gradnja se je začela v začetku junija lansko leto in sicer s položitvijo prvih metrov vodovodnih cevi na Seniku, na meji med občino Ormož in Sveti Tomaž, na vodovodnem odseku Hajndl-Kostan. Gradnja pa se zaključuje v tem tednu na Humu. Nahajamo se na odseku Hum 7, se reče, to je zadnji odsek, pač pustili smo si ga za nazadnje, ker tak nekak tehnologija tudi narekovala. Tukaj se zdaj dogaja prevezava za en del Huma in prevezava na drugi del Huma in pa nekako možnost nadaljevanja tudi, da se kasneje lahko še nadaljuje tukaj naprej. To pomeni zadnji cevovod, pač, ki povezuje dva obstoječa kraka, na kateri so pač navezani že vodovode. En del smo obnovili pred 10 leti, drugi del pa še čaka. No in konkretno tukaj sedaj se bo še kopalo? Ja, rabimo še položiti dve cevi, 2x6 metrov, to je 12 metrov tukaj naprej in pol levo in desno še 6 metrov, da poiščemo cev, ki točno ne vemo, kje zdaj še je, in to pomeni danes in jutri še, da skopamo, povežemo te cevi in zasipamo. Malo nas vreme ovira, da verjetno ne bomo jutri še poasfaltirali, bo pa asfaltiranost tudi. Zdaj v obdobju do 20. decembra morajo biti vsa dela končana. Nekatera dela se seveda lahko tudi še v reklamacijskem obdobju, manjša se odpravljajo, tako da ne vidimo težav, da tega projekta tudi ne zaključimo tako, kot je treba. Skoraj neverjetno se zdi, ne, da torej ste uspeli tudi poleg nekaterih težav ujeti torej ta rok. Ja, saj veste sami, med tekom gradnje se vedno kaj zakomplicira, se kaj več naredi, kot je bilo predvideno, tako da zaradi tega se je tudi bil rok podaljšan za 2 meseca, kljub temu pa smo lahko zadovoljni. Torej, da še enkrat ponovimo, koliko cevi je bilo položenih, kaj vse je bilo narejeno? Položenih je bilo preko 25 km glavnih cevovodov, k temu pa lahko prišljemo še kar nekaj kilometrov priključkov. Se veste, od glavne cevi do hiš so bili vsi cevovodi obnovljeni, tako da lahko zdaj vsi ti prebivalci so mirni nadaljnjih 40 do 50 let. Tudi ceste so se urejale zraven in vse ostalo, je to tudi vse urejeno v tem trenutku? Zdaj v tem trenutku so v glavnem dela končana, v reklamacijskem obdobju bomo stvari sfinalizirali do konca, tako da se vidi, zdaj trenutno temperature še ne omogočajo tega več. V glavnem v reklamacijskem obdobju 4 mesece bo to vse urejeno. Novi oziroma obnovljen vodovod bo tako še kvalitetnejšo vodo z močnejšim pritiskom pripeljal skoraj 16 000 prebivalcem vseh 3 občin.
S odlično pripravljenim projektom pa je tako občinam upravne enote Ormož med drugimi projekti tudi za gradnjo vodovoda iz Evrope uspelo počrpati izdatna sredstva, kar pa v obdobju 2014-2020 žal ne velja za mnoge podravske občine. Pripeljali smo veliki projekt do konca, zato seveda iskrena hvala vsem, ki so pri tem sodelovali. Bilo je veliko dela, veliko usklajevanja, ampak jaz verjamem, da smo lahko zadovoljni. Konec koncev uspeva nam če sem lahko malo še bolj, bi rekel, ponosen na to, kar se tukaj dogaja. Konec koncev v Podravju smo tisti, ki smo uspeli pripeljati sredstva, tisti, ki smo uspeli projekt, se pravi, dobiti, in smo tudi tisti, ki ga v dobrem delu tudi zaključujemo. Vse ostale občine še bo to čakalo v prihodnosti. Mi pa že lahko smelo gledamo v naslednje faze, to se pravi v naslednje rekonstrukcije samega vodovodnega sistema po naših 3 občinah, in vsekakor smo lahko zadovoljni, kar smo v tem času dosegli. Se pravzaprav občani sploh zavedajo, za kakšen dosežek gre? Kaj to pomeni, torej nova vodovodna napeljava? Vemo, da imamo v Ormožu eno izmed najbolj kvalitetnih pitnih voda, na to smo lahko ponosni. Vse to, kar se obnavlja za vse nas, torej kvaliteta se bo absolutno še povečala, tako da smo lahko na vse to, kar imamo v naših 3 občinah, zelo ponosni, in jaz verjamem, da to tudi občanke in občani tudi čutijo. Kdaj bo po vašem mnenju lahko tista uradna otvoritev, kajti verjamem, da bo to kar velik dogodek? Ja, predvidevamo tam aprila, maja, da bomo te zadeve absolutno zaključili. Glede na to, da bodo vsa ta groba dela sedaj končana, še nas čakajo, bi rekel, te zaključne faze oziroma zaključna dela na, se pravi, asfaltnih delih. To pa glede na vremenske pogoje, glede na predvidevanja, kako se bo vreme odvijalo, so najbolj realni tisti meseci, to se pravi okrog aprila, maja naslednjo leto. Kdo pa je najbolj zaslužen, da je tako uspešno torej zaključen ta projekt? Jaz moram povedati, da smo res z komunalnim podjetjem Ormož zelo dobro sodelovali. Oni so bili tisti nosilni naš partner, kar se tiče samih izvajalcev. Zadaj še so bili tudi ostali izvajalci, s katerimi so imeli pogodbena razmerja tudi rešena, pa tudi normalno kompletna občinska in pa medobčinska uprava. Ni samo, se pravi, izvedba na terenu, ogromno je bilo papirologije, ogromno je bilo dajanja zahtevkov, da so se teh 4,3 milijona evrov tudi počrpala uspešno. Ogromno je tudi bilo usklajevanja, torej zadaj se papirji gledajo ob vseh zahtevkih, se pravi ze strani posameznih ministrskih resorjev, tako da je potrebno kar dobro delati, vkolikor želiš do sredstev priti. Imamo tudi informacije, da so določene občine imele več problemov pri črpanju samih sredstev, tako da jaz mislim, da si tukaj zahvalo res zaslužijo vsi tisti, ki so bili na terenu, vsi tisti, ki so bili v papirologijah, tudi konec koncev kompleten nadzor, ki je izvajal dela. Vedno smo bili korektni tudi do samega izvajalca, šli skozi časovnice, šli skozi vse to, izvajalo se je še več del, kot je bilo v samem projektu predvideno, res smo šli tudi občankam in občanom čim bolj na roke. Zahvala pa tudi seveda tudi vsem, ki so, bi rekel, živeli, se pravi občankam, občanom in vse tistim ob sami gradnji. Bilo je kar dosti prilagajanj, bilo je kar dosti obvozov. Večkrat si je bilo potrebno zatrpeti tudi kakšen dovoz, ni bilo vedno takoj poasfaltirano, ni bilo vedno takoj, se pravi, niso bila groba dela zaključena, tako da iskrena hvala tudi vsem tistim, ki so pri tem včasih si morali zatrpeti, ampak včasih se splača. Bil je večmilijonski projekt, gre za veliko pridobitev naših 3 občin in jaz verjamem, da se lahko tudi v neke časovnice tudi malo zatrpimo. Gradbena dela je izvajalo komunalno podjetje Ormož, projekt pa je vreden blizu 8,5 milijonov evrov. Od tega so si občine iz kohezijskega sklada uspele pridobiti 48 in iz državnega proračuna 9%. Razliko prispevajo občine same. Ormož 33, Središče ob Dravi 4 in občina Sveti Tomaž 6%. A bo končni strošek zaradi podražitev višji. Zdaj, pogodbena vrednost se razlikuje v tem, da so bile priznane seveda nekatere podražitve. Vemo, materiali nekateri so šli zelo navzgor, posebej asfalti in cevi.
tako da bilo je priznanih približno za 430 tisoč podražitev. Izključno gre za podražitve zaradi cevi in asfaltov, medtem ko je bilo opravljeno tudi nekaj več del na cestni infrastrukturi, tako da je bila ta vrednost približno 600 tisoč evrov višja. V tem času izvajalec del, komunalno podjetje Ormož, ureja še prekope cest, da bo lahko zimska služba opravljala svoje delo. Potekala pa bodo še dela na bankinah in dela v objektih zgrajenih v okviru projekta, kjer je treba opraviti še nekaj notranjih del. Center ponovne uporabe s sedežem v Ormožu je poleg Bistre Ptuj eden izmed partnerjev projektu Studio Krog, ki odpira novo dimenzijo na področju ravnanja odpadkov oziroma krožne rabe virov. Gre za 2-letni projekt, s katerim bodo izvajalci projekta dokazali, da se med drugim tudi iz navadnega zavrženega ladijskega kontejnerja po principu ponovne uporabe lahko iz odpadkov oziroma rabljenih materialov primerno uredijo prostori za bivanje. Studio Krog, Krog je kratica za krožno gospodarstvo, je projekt, ki odpira nove dimenzije na področju ravnanja odpadkov oziroma krožne rabe virov. Projekt Studio krožnega gospodarstva že v osnovi pove, da gre za studio, kjer prikazujemo možnosti ponovne uporabe. Krožno gospodarstvo. Mogoče včasih se sliši to, to se mene ne tiče, ampak vsi smo vpleteni v gospodarski sistem razmišljanja. Nenazadnje vse, kar nosimo, uporabljamo, je z nami, je bilo proizvedeno na nek način in s tem projektom ozaveščamo o tem, da prekratka uporaba virov izdelkov pripelje do pretirane rabe seveda osnovnih materialov. Vidimo, da že aprila porabimo vse vire naravne, ki so razpoložljivi. V našem slovenskem merilu je to zelo zgodaj, kajti od maja dalje živimo na račun zadolževanja planeta. In če se zavedamo podnebnih sprememb, vseh težav, ki so povezane s pretirano rabo virov, potem je jasno, da ne smemo izdelkov uporabljati linearno, se pravi, kupimo, kratek čas uporabimo, zavržemo, ampak jih moramo vrniti nazaj. In Studio krožnega gospodarstva kot Studio Krog uči o tem, da lahko, če se seveda malo zavedamo teh možnosti, bistveno zmanjšamo količino odpadkov in kar je pomembno, norveški sklad, ki financira ta projekt, verjame in seveda verjame tudi v projekt, da bomo množico ljudi pri tem, ko jih bomo spremenili v razmišljanju, upogumili za drugačen način življenja. Ta način življenja je bolj kvaliteten, kajti uporabljamo izdelke dlje časa, znamo jih dati popraviti, znamo obiskati centre, ki to delajo, popravljajo, urejajo. Torej, vstopimo v neko drugo lokalno okolje servisnih dejavnosti, istočasno pa, kar je pomembno, da na ta način poskrbimo, da varujemo vodo, energijo, surovine, torej in pospešujemo zelena delovna mesta. Izvajalci so projekt zasnovali tako, da bodo ciljne skupine spremljale preobrazbo odpadkov v funkcionalno rabo. K sodelovanju so povabili občine, arhitekte in oblikovalce, gradbena in druga podjetja, organizacije s področja ravnanja z odpadki in krožne rabe virov. Nagovarjajo izobraževalne ustanove, nevladne organizacije in tudi različne odločevalce na nacionalni ravni. Sam projekt v osnovi je nekaj, kar nadgrajuje tudi dejavnost Centra ponovne uporabe ob sodelovanju torej norveškega partnerja Fonix, pa slovenskih partnerjev Bistra Ptuj kot vodilni partner, potem je komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina in pa raziskovalno-razvojni center tukaj v Ormožu. Mi vsi prispevamo k temu, da se zavedamo, da lahko s tem ozaveščanjem v praksi, torej z dokazom, da lahko vire uporabljamo krožno, bistveno spremenimo sistem razmišljanja. Vsled tega, da podnebne spremembe povzročajo cel kup raznih težav, ki smo jim priča tudi v Sloveniji, na ta način naslavljamo možnost, da se v praksi ljudje seznanijo, kako neko stvar znova uporabiti in na kakšen način tudi doma spremeniti življenjski vzorec. Ker sam projekt naslavlja 6 tematskih področij, 2 kontejnerja, ladijska in pa 4 v Rogaški Slatini, predstavljajo globalni vidik zavedanja, kako zelo smo prepleteni s tem, kaj pravzaprav nastaja, lahko rečemo, na drugih koncih sveta in je pripeljano sem. Namreč Studio krožnega gospodarstva v osnovi
prehaja en korak nazaj od tistih problemov, ki jih marsikdo ne vidi, prepolna skladišča, potem različne težave, ki se pojavljajo z odpadnimi kontejnerji, da ne govorimo o pristaniščih, ki so polna zavrženih ladijskih kontejnerjev. Seveda, mnogo kateri je uporabljen samo enkrat, kajti njegova vožnja nazaj stane preveč. In mi smo ta izziv v Slovenskih Konjicah in v Rogaški Slatini izkoristili, da smo nabavili preko projekta 6 kontejnerjev. Ladijski kontejner že v osnovi s to svojo strukturo in glomaznostjo kaže na neko količino neke robe, ki se pretovori, in so dejansko velike količine izdelkov, ki se uvažajo, in se ne zavedamo, odkot pridejo. Torej, ta kontejner simbolizira to globalizacijo, in ker je sedaj to inovativen projekt, mi dokažemo, da lahko tudi ta ladijski kontejner s preobrazbo, tako kot delamo v okviru Centra ponovne uporabe, se pravi s ponovno uporabo, z redizajnom, z industrijsko simbiozo, spremenimo v bivališča, v različna funkcijske uporabe pisarn, turistične namene ali pa take showroome, in da na ta način pokažemo, da ne rabimo nič novega. Torej, mi dejansko vse, kar uporabimo rabljeno. Zdaj smo ravno v fazi izdelave zelene strehe, kajti vsi ti kontejnerji ladijski bodo imeli tudi zeleno streho za divje opraševalce, ker na ta način bomo tudi povečali možnost potem samega razumevanja, sodelovanja seveda narave z globalizacijo, v kateri smo. Istočasno se zdaj delajo tudi izrezi za okna, vrata, torej stavbno pohištvo, po metodi zopet krožne rabe, se pravi, nekdo zavrže, potem mi to uporabimo. Potem pa seveda sledi opremljanje, od znotraj pride izolacija iz odpadnega tekstila, vsi smo oblečeni v tekstil, na ta način tudi dokažemo, da oblačila, tista, ki se ne prodajo, ki ne grejo v sekundarno uporabo, lahko tudi uporabimo kot odpaden tekstil za izolacijo. Mogoče novo, ampak čeprav se to v svetu uporablja, in vsak se bo lahko dotaknil te izolacije, ker bodo en del stene tudi odprte, tako da se vidi, torej oblečeni, izolirani kontejnerji. Zraven pride potem namestitev solarnega sistema in vetrnega, tako da pride samooskrbni sistem in pa lovljenje deževnice. Zdaj, sam izgled teh kontejnerjev je v Rogaški Slatini nekako bolj taki industrijski, ker je to industrijska cona, v Slovenskih Konjicah pa čisto domač zelen dizajn, tako kot stare hiše s podaljšano streho, in na ta način dokažemo, da če mi en tak kontejner, ki je v bistvu že standardizirana bivalna enota, samo od znotraj oskrbimo, mi ne rabimo gradnje, kajti gradbeništvo ima kar 38% odpadkov, ki niso reciklabilni. In tukaj naslavljamo ta težav odpravljanja posledic, torej nastanka odpadkov, da sploh ne nastanejo, ne gradimo nekaj novega, ker to že obstaja, po drugi strani pa spodbudimo ta vidik arhitekture, ekodizajna. Torej, važno je, da mi damo odpadku dizajn, damo mu neko lepoto, damo mu neko kreativnost. In imamo v Sloveniji cel kup oblikovalcev, arhitektov, ki bi lahko to veliko bolj vključili, ampak se to preprosto pozabi. Torej, tako kot so pozabljena popravila, je pozabljeno, da je mogoče nek izdelek, ne vem, 200 let staro omaro ali pa neki regal, ponovno vključiti, da pa ne govorimo o rednih izdelkih, ki se v ogromnih količinah pojavljajo in se jih tudi da vključiti, bodi si v dizajn, bodi si v neko obliko ponovne uporabe. In ker to premalo nasploh tudi odločevalci vključujejo, tega preprosto ni. In naš prispevek je tudi k spremembi zakonodaje na tem področju, da si bo nekdo lahko tudi naredil eno majhno hiško, tako rekoč, torej iz odpadkov, če tako rečemo, za minimalni denar, kvadratni meter vas stane tam nekje 200-300 evrov. In ste opremljeni z vsem. Se pravi, to je pa zdaj tisto, kar lahko zopet vrne življenje nazaj, bodi si na podeželje, bodi si v bolj odročne kraje, da ni ta pritisk v glavno mesto, pa iskanje stanovanj, zakaj ne bi obrnili smer, pa na ta način podkrepili tudi to sooskrbo, se pravi, zraven visoke grede, poleg tega samooskrbnega sistema z energijo, tudi za prehrano, in vrniti življenju nek smisel, vrednote, obenem pa srečo, kvaliteto življenja je smisel tega projekta, ki naslavlja torej krožno rabo virov z našim razmišljanjem nazaj, ki vrne potem seveda tudi istočasno kvaliteto življenja s tem, da smo bolj kreativni, ustvarjalni, in nenazadnje zelena delovna mesta ostanejo tukaj. Ker je pa še zelo pomembno, če mi finančno gledamo,
krožno gospodarstvo sploh ni samo kategorija nekega gospodarskega sistema, ampak je tudi socialni vidik in pa seveda vezano iz ekonomije. Če mi preračunamo, da mi, če vložimo delo, to stane nek X, je to ceneje, kot da opravljamo potem s posledicami, ki nastanejo zaradi neracionalne rabe virov, tako kot se srečujemo zdaj, podnebne spremembe, poplave, samo vremenski vplivi, torej, ki imajo grozne, milijonske, milijardne posledice. To stane vse skupaj bistveno več, kot da bi mi preprečili, torej s tako krožno rabo virov in pa z lokalnimi delovnimi mesti, ki bi to kvaliteto življenja potem tudi vrnile. In to zavedanje, da moramo spremeniti to, kaj se ne splača, kaj je ceneje. Torej, to, da je nekaj ceneje, pomeni na dolg rok na eni strani ceneje zato, ker mi že torej aprila porabimo vse vire in pa seveda izkoriščena delovna sila, vemo, kje se delajo izdelki, vemo, na kakšen način, če vzamemo sam industrijo tekstila, ki spada tudi med najbolj, kar se tiče samega vidika onesnaževanja, obremenjujoče, potem nam je jasno, da moramo nekaj spremeniti. Projekt Studio Krog je dvoletni projekt, vreden dobrih 770 tisoč evrov in je sofinanciran s sredstvi norveškega finančnega mehanizma. Pilotna ureditev 6 kontejnerjev po vzoru Norvežanov predstavlja nadgradnjo krožnega gospodarstva v Sloveniji. Kajti kljub temu, da krožno gospodarstvo predstavlja prednostno usmeritev v Sloveniji, se še vedno daje prednost novogradnjam in novi opremi. Projekt pa bo gotovo nova spodbuda dobrodošlemu krožnemu pristopu k rabi virov. Centri ponovne uporabe v Sloveniji nas že dobro desetletje učijo, kako živeti in ustvarjati s čim manjšo porabo virov in energije po načelih krožne rabe virov. K realizaciji krožne rabe virov prispeva tudi Ormož, kjer so pred kratkim iz kontejnerjev uredili razstavni prostor, kjer si je moč ogledati stare oziroma rabljene predmete, ki pa jih s primerno obnovo še vedno lahko uporabimo. Praznično okrašena vrata, postavljena na parkirišču na Vrazovi 9, naznanjajo, da se za njimi skriva nekaj posebej zanimivega. Sploh pa, ko za njimi odkrijemo paket, ki skriva nekaj novega. In ja, Ormož ima showroom, ki so si ga umislili v Centru ponovne uporabe, kjer jim idej, kako ljudem predstaviti možnosti krožne rabe virov, ne zmanjka. Tale naša soba, razgledna, ogledna, prodajno, informativna, služi temu, da stvari, ki so tukaj razstavljene, ljudje vidijo se seznanjeni, kaj lahko prinesejo, kaj lahko oddajo pri nas, obenem pa tudi nekdo drugi vidi, kaj se da pri nas kupiti, mogoče celo samo rezervirati, se obnovi in potem mi to stvar naredimo po želji stranke, naredimo v barvo, v teh niansah, kot si želi, ki paše v njen prostor in bo unikatna, unikaten izdelek, čisto poseben, ki ga nima nihče druge. No, najbolj zanimivo je to, da so to vse stare, rabljene stvari, ki ste jim vi torej vdihnili novo dušo. Stvari, ki jih ljudje ne potrebujejo, imajo različno starost, lahko so zelo, zelo stare, lahko so zelo stare, lahko so novejše. Čisto prav je, da stvari, ki jih ne potrebujejo ljudje, da se ne uničijo, da se ne odpeljejo na odpad in da potem živijo drugo življenje naprej pri drugi osebi in nadaljujejo svojo življenjsko zgodbo. To pomeni, ljudje namesto, da bi odpeljali stvari oziroma reči na odpad, da jih pripeljejo k vam, vi jih obnovite in jih torej prodajate naprej. Veliko stvari obnovimo, veliko jih pa pustimo takšne, kot so in jih potem obnovimo na željo stranke. Torej, namen tega prostora ima seveda tudi ta prostor svoj določen delovni čas od 7 do 15. Namen je torej, da si pridejo pogledat. Ravno v tem je namen tega razstavnega prostora, da je zasteklen, se da pogledati tudi izven našega delovnega časa, torej lahko pogledate čez vikende, popoldne, se seznanite z izdelki, ki so znotraj in se potem natančneje dogovorimo, kar iščete.
Tudi se da potem v ostalih naših prostorih videti ali pa kontaktiramo ostale naše centre po Sloveniji, dobavimo oziroma dostavimo v Ormož stvari in se tukaj prevzamejo. Razen tega izložbenega okna, ne, torej kot lahko rečemo, oziroma showroom, obstaja še kakšen katalog, kje pravzaprav ljudje lahko vidijo, kaj ponujate? Tele stvari, ko jih izdelujemo v grajski kavarniški popravljalnici, so bolj šiviljske oziroma so tudi tapetniške, ampak objavljene so bolj v naši spletni trgovini tele šiviljske stvari. Drugače stvari prinesejo tudi ljudje od doma za obnoviti, tudi to varianto zelo podpiramo, ker stvari, ki so še uporabne, zakaj se ne bi uporabljale naprej, z mogoče z nečim manjšim popravilom oziroma z dodelavo. In kakšen je vaš nasvet za vse tiste, ki torej dvomijo, da se lahko tukaj dobi nekaj lepega, izvrstnega, posebnega, unikatnega? Kakšen nasvet imate za takšne? Ja, to je zdaj nekaj novega, tale razgledna soba. Če so prej imeli mogoče predsodke, da jim je bilo nerodno priti vprašati, so zaželeni, da pridejo pogledati v ta prostor oziroma od zunaj pogledajo, se potem oglasijo pri nas, pri sodelavcih, ali tukaj na Vrazovi, ali v grajski kavarniški popravljalnici v prvem nadstropju gradu in se dogovorimo, lahko pokliče tudi po telefonu, tako da za tisti prvi dogovor. V živo se pa potem najlepše dogovorimo, kakšne so želje in jih mi uresničimo. Lahko nekdo tudi prinese k vam recimo sedežno garnituro ali karkoli podobnega, da mu jo preoblečete? Te stvari delamo tudi po dogovoru, če je sedežna garnitura takšna, da se res ne da od doma spraviti k nam, jo tudi pomerijo doma ali pa gremo na dom pomeriti in preuredimo. Tako da od malih do velikih stvari vzamemo v delo. Že grajska kavarniška popravljalnica, ki se, kot že samo ime pove, nahaja v Ormoškem gradu, veliko pripomore k temu, da reči, ki jih ne potrebujemo več, kar takoj ne vržemo med odpadke, ampak jih odnesemo v grajsko kavarniško popravljalnico, kjer jih po potrebi popravijo in ponudijo nekomu, ki mu prav pridejo. Enako je torej s pohištvom in z mnogimi ostalimi rečmi. Tudi s kontejnerji, iz katerih je v Ormožu nastal ličen razstavno-prodajni prostor. Za konec pa še povabilo v Severolandijo, ki v Ormožu zaživi v prazničnem decembru. Odprtje Severolandije in drsališča ter prižig prazničnih lučk v mestu je bilo minuli teden. V decembrski čas so nas popeljali šolarji osnovne šole Ormož. Spoštovani obiskovalci, lepo pozdravljeni. Mesec december nas nežno odeva v plašč čarobnosti in v nas tiho prebruja pričakovanja, ko se veselimo drobnih presenečenj, sladkih dobrot in malih skrivnosti. Z radostjo čakamo, da nam natrosi obilo toplih trenutkov, iskrenih nasmehov in nas ovije v srečo. Nekoč je veliki pisatelj Roald Dahl zapisal: S svetlečimi očmi glejte svet okoli vas, saj so najčudovitejše skrivnosti skrite v najbolj nenavadnih kotičkih. Tisti, ki ne verjamejo v čarobnost, je nikoli ne bodo našli. Z današnjo otvoritvijo bomo v našem lepem mestu vstopili v čarobni praznični čas z bogato paleto zabavnih dogodkov, ki bodo organizirani v okviru Severolandije. Dogodke je v nadaljevanju predstavil direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Andrej Vršič. Severolandija letos ponuja skoraj 30 dogodkov, različnih vsebin, od pravljičnih uric, do ustvarjalnih delavnic, do koncertov, božičnih bazarjev, tržnic, prihod Božička, Dedka Mraza in na koncu še silvestrovanje. Zahvalil bi se vsem partnerjev, ki so to omogočili, vsem šolam, javnim zavodom, občini Ormož, režijskemu obratu. Tak je to, ne? Dosti vas je zbranih in zdaj čakate na ta dogodek, ki bo. In hvala tudi
osnovni šoli Ormož, učenkam in učencem, učiteljicam in učiteljem za letošnji program ob otvoritvi Severolandije in drsališča. Drsališče bo odprto od danes naprej pa do 15. januarja, vsak dan. Drsanje je zastonj, to pa nam je omogočila občina Ormož, ki bo vse financirala. Vabljeni, izkoristite to priložnost. Želim vam veseli december. Severolandija Ormož prinaša razgibana dogajanja, v katerih sodelujejo predvsem šolarji vseh osnovnih šol v občini, društva in javni zavodi. Otvoritev letošnje Severolandije so pripravili šolarji osnovne šole Ormož, tako da je zbrane pozdravil tudi ravnatelj Aleksander Šterman, ki je dejal, da so šolarji tako v pripravo slovesnosti, sploh pa v pripravo bazarja vložili veliko truda. Organizatorji so otvoritev Severolandije povezali s prižigom prazničnih lučk v mestu in tudi s odprtjem drsališča. Vrhunec dogajanja pa je bil prižig lučk, ki sta jih po županovem nagovoru z najlepšimi decemberskimi željami prižgala župan Danijel Vrbnjak in otroška županja Klara Lija Žuran. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nič! In potem smo že odhiteli na lučke, predtem pa se še ustavili na bazarju, ki je tudi letos ponujal pravo bogastvo izdelkov pridnih rok šolarjev. Dobrodelne prispevke, ki so jih zbrali na bazarju, bodo šolarji shranili v šolski sklad, kjer varčujejo za plezalno piramido. Devetošolci pa zbrana sredstva hranijo za valeto. Glede na odličen obisk Severolandije, pa tudi dobro založenih stojnic verjamejo, da se je zbralo kar nekaj sredstev, ki bodo v pomoč za uresničitev želja šolarjev.
Veliko pa se jih je kar takoj odpravilo na novo odprto drsališče, ki bo Ormožanom na razpolago do 15. januarja. Odprto bo vsak delovnik od 14. do 20. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 11. do 20. ure. Še 2 oddaji pripravimo in leto se bo obrnilo. Naj vam te zadnje dni v iztekajočem letu popestri čim več tako prijetnih dogodkov, kot je Severolandija. Čim več prijetnega druženja in lučk o srcih ali na poteh, ki vas vodijo skozi življenje. Za danes se vam zahvaljujemo za pozornost in vas v našo družbo vabimo spet čez teden dni. Pridružite pa se nam tudi sicer, saj vsak dan pripravimo kaj zanimivega od tod okrog. Se vidimo. Srečno!